Ravno zato mislim, da moramo pohiteti, ne? A greste z mano? Pa kaj je zdaj, no? A vama je zmanjkalo poguma? Kot vedno moram tudi tokrat iti na pot sam. Adijo. Oditi na pot čisto sam, brez Kakaduduja in Foxnerja, je kar malce grozljivo. Še posebej, ker se ukvarjamo z grozljivkami in strahom pred njimi. Znašel sem se na precej grozljivem kraju in ne vem, kaj naj storim. V grozi mrzlično begam naokoli, da bi našel koga, ki mi lahko priskoči na pomoč. Po večurnem groznem tavanju pa se mi končno le nasmehne sreča. Znašel sem se na groznem kraju, pa sploh ne vem, kje sem. Veste, tole sodelovanje s Kakadudujem in Foxnerjem je včasih prav grozljivo, no. No, temu se samo tako reče, ne? Zamujanje je grozljivo in grozna navada. Grozljivke? Ne, te so pa super, a veš? A ja? Ja, zakaj sem pa moral potem jaz tako hiteti? Ja, zato ker moj prijatelj Alex jih tudi zelo rad gleda. Ampak potem ima pa težave. Živjo, Pepe in druščina. Če gledam grozljivko na televiziji zvečer, ne moram zaspati. Ko pa končno zaspim, me mučijo strašne sanje. Podobne težave ima tudi Kakadudu, kadar mu zvečer pred spanjem v postelji preberem kakšno napeto pravljico. Prejšnji petek celo noč ni zatisnil očesa, ker se je tako bal hudobnega volka iz Rdeče kapice. No, jaz takih strahov nimam. Jaz tudi ne. Bolj se bojim onega drugega volka, ki je pohrustal 7 kozličkov. A daj no, Pepe, volkovi se bojijo ljudi in sploh niso nevarni. No prav, no, ampak Kakadudu se boji tudi čarovnic, še posebej tiste iz Sneguljčice. Tako zelo se oboji, da si ne upa jest jabolk. Misli, da so vsa zastrupljena. Oj, nerodna reč. Ampak jabolko so vendar zdrava. Ja. Zato se pa jaz bojim one čarovnice iz pravljice o Janku in Metki, veš. Ona je pa živela v hišici sladkarij in zato jaz ne jem sladkarij. Malo tudi zaradi tega, ne, ker niso dobre za zobe. Veš kaj, meni se zdi ta vidva oba s Kakadudujem malo čez les. Ja. Ja. No ja, mislim, hočem ti samo povedati, da jaz resno jemljem Aleksov strah. In mislim, da vem, kako ga lahko premagamo. Na pomoč mi bosta priskočila 2 dobra stara prijatelja. Gledališki ravnatelj Boštjan in dramska umetnica Lucija. Ronja, pazi, da se ne spotakneš po stopnicah. Luč ne dela. Kaj se je zgodilo? Vse me tako zelo bolijo. Zaletel si se v Foxnerja. A ja? No ja, priznam, nisem ravno pokazal največjega poguma, ampak še je čas, da to vse skupaj popravim. In to tako, da se vrnem v tisto klet, kjer tako grozno straši. Grem noter. Veš kaj? S tabo grem. Foxner pa tudi, a ne? Ja, gremo noter.
Ja, Ronja, veš, jaz zate ne vem, ampak jaz najlažje premagam strah s pesmico. Gunga, 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 bil je mož kosmat. Gunga, 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 hodil je v jamo spat. A nisi rekel, da tukaj stanujete Lucija in Boštjan, ki nama bosta pomagala? Ja, tako sem jaz mislil, ja. Ampak očitno tukaj živi neka hudobna čarovnica, ki naj lahko začara v žabi. Ne bom vaju začarala v žabi, no. Lucija, ti sploh ne veš, kako si me prestrašila. A misliš, ta kostum čarovnice čirimbare? Ja. Veš kaj, rabimo eno zaradi tega, ker imamo vaje za lutkovno predstavo. Strah, bežmo. Ne. Ne boj se, Pepe. Strah je samo v glavah ljudi z bujno domišljijo. To tukaj je plišasta, penasta lutka dedka Straha iz predstave Peter Strah. To tukaj pa je mali veliki bobov. Veš kaj, okej. Lucija in Boštjan, vse sta me prepričala, da se grozljivk res ni treba bati. Res ne. Vsaj ne vseh, no. Ampak vseeno, vam kar zdajle povem, da se bom raje izognil takim filmskim in gledališkim predstavam in takim zgodbam, ker bom tako lažje spal, pa še po noči me ne bo tlačila mora, je prav? Prav tako, če te strah je to res boljša, ne? Ja, drugače pa otroci, veš kako najboljše zaspijo? Če ob njih mamica njih drži za roko. V resnici se bolj bojijo teme in tega, da bojo ostali sami v sobi. Zato je najboljše, da se takrat stisnejo ob plišasto igračko. A ja? Ronja! A si slišala to? Pliško pomaga! Ej, Lucija, Boštjan. No, zdaj si pa pogleda, kako znamo mi premagati strah pred grozljivkami. Lepo. A nista luštna? Ja. Dobri na sladoled, na lonček alkohol, dobri se posladkat, kot že velikokrat. Dobri na sladoled, na lonček alkohol, kdo z nami gre uživat spet. Kdo bo vanilijo, kdo sladko jagodo, kdo lizal modro bo nebo. Okusov dolg seznam, vse kar zapaše nam, težko nas pravi bo druga. Kdo gre na sladoled, na lonček alkohol, kdo gre se posladkat, kot že velikokrat. Kdo gre na sladoled, na lonček alkohol, kdo z nami gre uživat spet. V senco gremo mi, da se nam ne stopi in nam med prsti ne spozi. Da nam polepša dan, ki vroče kot vulkan, skrbi odnese daleč stran. Lonček alkohol, kdo z nami gre uživat spet. Kdo gre na sladoled, na lonček alkohol, kdo gre se posladkat, kot že velikokrat. Kdo gre na sladoled, na lonček alkohol, kdo z nami gre uživat spet. Kdo z nami gre uživat spet. Kdo z nami gre uživat spet. Čeprav so napete zgodbe zelo zanimive in pritegnejo mojo pozornost, se mi včasih zgodi, da kar ne ločim med resničnostjo in svojo domišljijo. Ko ležem v posteljo, se navadne sence na stenah moje sobe spremenijo v grozljive podobe volkov, čarovnic in drugih neprijaznih bitij. Ampak Pepe, to je samo domišljija.
Ja, Če ampak, prižgeš luč, tvoje grozljive podobe na stenah izginejo. ja, ampak prav naša domišljija nam včasih ne pusti spati. Ko jaz ne morem spati, me pomiri, če je ob meni mami ali oči. O, to imaš pa prav. Ampak, dragi otroci, če vam pa ne pomagajo niti plišaste igračke, niti starši, se pa vedno lahko obrnete na Tom telefon. Tam znajo ugnati tudi strah pred grozljivkami. Moram priznati, da sem včasih prav ponosen nase. Otroške težave znam odlično reševati, kot recimo tole v zvezi s strahom pred čarovnicami. Ta strah smo z lahkoto odpravili. Predvsem zato, ker je strah pred čarovnicami povsem neupravičen. Dosti bolj upravičen je recimo strah pred nevarnostmi v prometu. Joj, Pepe, to je bilo pa grozljivo blizu. Si v redu? Ja, mislim, da. Edin, prestrašil sem se pa zelo, veste? Sej bo.